Dušan, pozdravljeni. Pogovarjava se o vašem področju tradicionalne kitajske medicine in povezave oziroma pogledov leti na prehrano. Kitajci nekoliko drugače gledajo na letne čase kot mi, imajo drugačno datumsko postavljeno in jih povezujejo tudi z ustrezno prehrano v danem času, iščejo neko ravnovesje. Kaj nam lahko poveste o različnih tipih prehrane za različne letne čase? Pozdravljeni. Če pogledamo, recimo, imamo 4 osnovne letne čase in če vzamemo recimo poletje, vemo, da je najbolj toplo in ponavadi rabimo dopolnilno hrano, ki nas hladi, osveži. In tako da najlažje poseči recimo po sadju, recimo lubenica je odličen primer. Recimo lahko vidimo pri lubenici olup je recimo takšne barve, potem je noter rdeča, potem je spet recimo koščice temne barve, tako ima vse 5 elementov. To je zelo odlična recimo za ta letni čas. Potem recimo, če se premaknemo v jesen, jesen je čas, ko narava dejansko malo se povleče noter. In določena kiselska hrana nam pomaga, da nismo več toliko razpršeni ali pa nemirni. In potem pride zima, čas skladiščenja, čas obnove globoke. In potem tudi hrana bi morala biti močna, dejansko pomaga. To je recimo določene semena, kostanji, orehi. Recimo lahko zelo pomaga, da obnovimo svoje rezerve in počakamo naslednje leto, torej pomlad, ki za razliko od naše pomladi, ko jo vidimo kot ta spomladanska enako-nočje, v resnici se začne že malo prej v februarju. In ponavadi, če bi gledali naš koledar, ki je vezan na enako-nočen in sončne obrate, se 45 dni prej začenjajo letni časi, ki jih pač upoštevajo Kitajci. To pomeni, da zima se začne 7. novembra, ne 22. decembra. In v tem času recimo opazimo, da dan je vedno krajši in recimo tudi sonce je manj, kar pomeni, da naše telo težje prebavlja. In ker nima toliko spodbude, je pač v tem času biti dobro umirjen in tudi hrana bi morala biti takšna, ki nam pomaga, da se umirimo. Tako da recimo ločena hrana, kot so buče, recimo krompir, zelje ali pa nekaj, da pomaga, da se mi jo bolj stabilizira. In potem spet, če gremo v nov cikel, spomladi rabimo malo bolj poživljajočo, svežo hrano. Ko opazimo mlada čebula ali pa nekaj, kar je zraslo na sveže, danes nam zelo paše, ali pa vemo v času pomladi, ko je velika noč, paše hrane, recimo, da očistimo sistem, da pomagamo, da se telo malce osveži. In če sledimo letne čase, pač si treba to zapomniti, da naše osebno stanje bi moglo biti nekako stabilno, da potem zlahka sledimo letnem času. Če imamo določen zdravstveno težavo, je mogoče boljše prvo to urediti, pa potem se ponovno priklopimo naravnemu ritmu. Če je možno tudi v to, da upoštevamo dejanske premike glede na naše notranje organe. Če samo na kratko, jetra se aktivirajo februarja, srce maja, recimo pljuča septembra in ledvička že v novembru. Vse to pazimo, da potem dobimo ta ritem in si pomagamo s prehrano.